Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 27. avgust 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Kakšne spremembe prinaša nova prometna ureditev v okolici Univerzitetnega kliničnega centra Maribor? Kdo je Mariborčanka, ki je državna prvakinja v kar 3 športih z loparjem? Z 82. Beneškim filmskim festivalom se začenja nova sezona nagrad. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Prometna ureditev v okolici Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je že dolgo predmet kritik tako uporabnikov storitev kot okoliških prebivalcev. UKC, upravljalec garažnih hiš, Best in Parking in mariborska občina so zdaj končno le pripravili spremembe uvozov v garažne hiše. To podrobno spremlja naš novinar Igor Selan. Igor, kakšne so te spremembe? V bistvu se spreminja le uvoz oziroma izvoz v severno garažno hišo, pri čemer bo po novem uvoz v to na Masarikovi, izvoz pa na Ljubljanski, torej ravno obratno, kot je bilo doslej. Bodo pa morali v Ljubljanski ulici vozniki po novem biti zdaj še posebej pozorni na prometno signalizacijo. Pri izvozu iz garažne hiše bodo namreč morali prečkati uvozni pas, ki pelje v UKC, in če bodo vozniki namenjeni v UKC še naprej svoja vozila ustavljali neposredno eden za drugim, bodo popolnoma zablokirali izvoz iz garažne hiše. Na cestišču je sicer občina izvedla jasno prometno signalizacijo, prepoved ustavljanja in parkiranja s stop črto in napisom stop, a se tudi prometni strokovnjaki bojijo, da je vozniki vsaj sprva ne bodo upoštevali. Uvoz in izvoz v južno garažno hišo medtem ostaja nespremenjen. No, kot pišeš, preseneča to, da je bila sprememba režima na prometno tako občutljivem območju izvedena praktično čez noč. Ja, drži. Iz občine so sicer na naša dodatna vprašanja, zakaj tako, odgovorili, da to ne drži in da je sprememba rezultat večmesečnih usklajevanj in komunikacije z vsemi deležniki in da je bila napovedana že večkrat, a dejstvo je, da so jo najavili in uveljavili iz danes na jutri. Ob tem se je do zdaj o potencialni spremembi govorilo le na splošno, nikoli pa ni bilo natančno pojasnjeno, kakšna dejansko bo. Seveda je jasno, da morajo voznik upoštevati prometno signalizacijo, ampak o tako pomembnih spremembah bi pa vseeno bilo treba javnost obveščati dlje časa. Zato seveda ne preseneča, da se tudi prometni strokovnjaki bojijo, da bodo vozniki še nekaj časa vozili tako, kot so bili navajeni doslej in se bodo zato zaganjali na napačne vhode, kar bo ustvarjalo še dodatno gnečo in povzročalo slabo voljo. Sta si pa UKC in občina privoščila še en neljub spodrsljaj, pišeš. Ja, to pa je res. V javnost sta namreč sprva poslala napačne grafične prikaze nove prometne ureditve, po katerih bi vozniki, če bi prometni režim bil dejansko tako spremenjen, pri izvozu iz garažne hiše na Ljubljanski enostavno obtičali kar pred pločnikom pred glavno lekarno in ne bi mogli več ne naprej, ne nazaj. Na Masarikovi pa bi morali, če bi želeli zapeljati v garažno hišo, voziti po levem voznem pasu, kot vozijo v Angliji. Na srečo smo bili v Večeru na to pozorni in obvestili obe instituciji, da sta kasneje to vendarle popravili. V tiskanem oziroma na spletu objavljamo in v tisku torej objavljamo pravilne signalizacije, kaj ne? Tako, na obeh portalih. Hvala, Igor, za tvoja pojasnila. Nikaj, z veseljem. Maribor z okolico postaja slovensko pedal središče. Termini za najem igrišč so namreč polni, ponudba ne presega povpraševanja. Rekordno obiskan je bil tudi turnir pod okriljem Pedal zveze Slovenije pri Kersniku pretekli konec tedna. Na domačem igrišču je pričakovano zmagala Pia Brglez, nekdanja teniška in skvoš igralka, ki je slavila v tandemu še eno nekdanjo tenisačico Tino Lah. Pia Brglez, hči 9-kratne jugoslovanske prvakinje v namiznem tenisu Tatjane Kersnik, lopar vihtijo od otroštva. Tenis je trenirala 20 let, skvoš je igrala 7 let. Zadnje leta pa je predana predvsem v svetu vse bolj popularnem pedlu. V vseh 3 športih je postala tudi državna prvakinja. Po zaključeni višji šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru je študij nadaljevala na fakulteti za turistične študije na Univerzi na Primorskem. Zdaj združuje šport in turizem v domačem športnem centru.
Spio Brglez, ki je naslovu državne prvakinje v tenisu in skvošu lani dodala še titulo najboljše v pedlu, smo govorili o tej vse bolj popularni igri, porastu zanimanja za njo v Mariboru in okolici, o tujih gostih v pesnici ter željah za Maribor. Pogovor iz rubrike Gremo na kafe Mihe Dajčmana preberite v današnjem Večeru in na večer.com. Danes se začenja 82. Beneški filmski festival. Do 6. septembra se bo zvrstilo okoli 150 svetovnih premier celovečernih filmov. V Benetkah je tudi naš novinar in filmski kritik Matic Majcen. Seznam filmov, ki jih bodo v 11 dneh predstavili v festivalskem kompleksu na beneškem otoku Lido, ponuja številna spoštovana režiserska imena in celo vrsto najtežje pričakovanih filmov leta. Dejstvo, piše Matic Majcen, da se z Beneškim filmskim festivalom začenja nova sezona nagrad, ki se z Oskarji konča marca prihodnje leto, je letos še bolj očitno. Program namreč daje vtis, kot da največje filmarke in filmarji sveta svojih najnovejših stvaritev ne pošiljajo več v Cannes, temveč raje čakajo na pozno poletje in jih pokažejo v Benetkah. Bera je tako bogata, da je težko izbrati peščico najodmevnejših filmov, kar dovolj nazorno dokazuje, kakšnemu izjemnemu dogodku bomo letos priča le uro vožnje od slovenske meje. Katerih 10 filmov izpostavlja Matic Majcen, kdo bo prejel Zlatega leva za življenjsko delo in kakšna je slovenska udeležba v uradnem programu. Preberite v tiskani izdaji Večera in na spletu. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 27. avgusta 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam ustreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.